Kristina, povej, zakaj je Student Cuts, te projekcije študentskih filmov, zakaj so dejansko dobre za neko ustvarjalko, za nekoga, ki snima filme, da lahko pokaže, zakaj je to sploh dobro? Ja, jaz mislim, da je v bistvu to eden od načinov, s katerim lahko napreduješ, se izpopolnjuješ. Sploh za nas ustvarjalce je najboljš v bistvu, da občinstvo to vidi, ker delamo v bistvu filme za njih in če dobimo od njih feedback, potem lahko v naslednjem se tudi izboljšamo, učimo s tem, ker pač ena teorija, kot nas učijo v šoli, ampak nekaj čisto drugega je potem v praksi in kar dejansko ljudje vidijo na platnu. Torej ti je ta projekt, torej ta festival, ki se odvija zdaj vsak mesec, vsake toliko, ti je neka motivacija očitno? Ja, mislim, da je zelo super. Če ne drugega, je tudi, da še druge spravijo iz sob ven in da mogoče jih s tem motivirajo, da tudi sami nekako še začnejo malo bolj aktivno sodelovati v takih zadevah. Pa je to edini taki projekt, ki se dogaja na območju Maribora ali še kaj druga, so še kakšne šanse? Ja, vem, lani je bil zelo popularen Jungle, v katerem sem tudi jaz sodelovala, ki ga je v bistvu nekako organiziral SNM Maribor. Potem mislim, da ima tudi mladinski center tukaj neke stvari, pa predstave, slikarske so. Danes sem bila tudi na potopisnem predavanju v Tanzaniji od mojega prijatelja. Tako da se kar dogaja, sam, če se pozanimaš. To je treba videti nek plakat, nek Facebook dogodek. To je res. Da mi še zdaj ti povej o svojem filmu. Kak je naslov filma, kaj si posnela, kaj v bistvu kot študentka lahko narediš, kje so omejitve? V bistvu film je nastal v sklopu mojega projekta za razred, ki sem ga obiskovala v Turčiji. Profesor nam je dal navodila in potem sem naredila scenarij za to. Naslov je Lights On. V bistvu je nekako sloni na poeziji, že obstoječe pesmi. In potem sem jaz samo svojo interpretacijo naredila na to in tako je nastal potem projekt. Kje pa so študentsko ustvarjalko neke omejitve? Mislim, dobiš nek budžet ali je to čisto brez budžet, da imaš svojo kamero in vlagaš se opremo, kak je to povej? Ja, v bistvu jaz še nobenega svojega izdelka nisem naredila, da bi bil plačan. Vse je bilo vedno iz moje lastno opremo ali mogoče sposojen od prijatelja. Tudi opreme še nisem si sposodila za denar, ker tako, kot ti lahko prijatelji pomagajo ali potem z lastno opremo, z lastnim denarjem, lastno voljo v bistvu. Pa si se naučila te stvari delati na faksu ali je bila to lastna volja? Ne, to je bolj lastna volja. Večer je na Feriju, letos se pa ti Student Cuts projekcije selijo v Udarnik. Zakaj je to tako? Udarnik je nek prostor, kjer taki filmi živijo, kjer dejansko spadajo in na Feriju ne da ne bi želeli biti tam, ampak je to neka druga izkušnja, nekaj več in to smo pravzaprav želeli izkoristiti. Po drugi strani Udarnik nam je šel naproti, tudi oni iščejo takšno publiko, takšne drugačne filme, ne samo to, kar ponujajo Kolosej, Piš in podobne stvari. Tako da smo hitro našli skupen jezik in mislim, da to res ena taka dobra zgodba o uspehu, o lepem sodelovanju. Tako da je to korak naprej. Pa jemljete za organizatorji ta Student Cuts festival kot neko platformo, da lahko študenti prikažejo svoje filme, da se jim daje neka motivacija, pridite, pokažite, kaj imate delati? Ja, do sedaj, tako kot imamo mi izkušnje, so študenti dejansko s to možnostjo, da lahko svoje filme promovirajo ne samo tukaj v Mariboru, ampak tudi v drugih krajih, ne samo v Sloveniji, tujini, dobili neko dodatno motivacijo. Njihovi filmi niso obstajali samo v nekem prostoru, kjer jih vidim jaz kot asistent ali pa nekdo drug, ampak dejansko to lahko pokažejo javnosti, lahko pripeljajo prijatelji, pokažejo, kaj delajo oni, kaj delajo drugi in se mi zdi, da je s tem tudi dosti večji motivacijski moment na njihovi strani. Tako da mislim, da smo s tem festivalom zadeli v polno, ker dejstvo pa je, študenti na medijskih komunikacijah seveda niso filmarji in ne moremo konkurirati večjim festivalom, ki so namenjeni dejansko takim zadevam in to je bil tudi razlog, zakaj smo ustvarili še en festival, ravno zaradi tega poskušamo najti neke druge načine, zakaj smo drugačni. Malenkost.